Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, po dolgem času se oglašam, končno sem prišla z dopusta. No ja, končno. Meni je bilo fajn in sem si res vzela čas samo za tisto, pač za nič dela skoraj da. Za uživancijo, za imeti se fajn in predvsem delati nič. Zdaj pa da vam povem celo zgodbo, ker je tako neverjeten, kako te potem nekam pripelje tam, kjer moraš biti in kjer srečaš ta prave ljudi, ki jih je potrebno srečati. V glavnem, mislim, da že februarja sem rezervirala pač preko Bookinga en apartma na Lastovem. In datum že določila in dejansko vse, kdaj in kako. In potem, kot veste, je šlo s tole mojo knjigo, ko imajo duše žur, kar nekako se je približal ta datum, tako da ja, mečkam preden sem imela dopust rezerviran, je tudi knjiga prišla iz tiskarne in potem smo v naslednjih dneh poslali to knjigo pač tem, ki ste jo naročili pred naročilu in potem sem spokala z otroki, s tama dvema hčerkama na morje. No in zdaj, kaj se je potem zgodilo? V glavnem, mi gremo v soboto od doma, pač tako, kot smo planirali, zvečer na trajekt in da bomo prišli do Lastovga. In enostavno vinica ni delala, padli smo v zamašek, dež je padal in na koncu smo zamudili trajekt. V redu, dobro, kaj zdaj? In smo šli prespati v Trogir, oziroma na Čijevem, smo rezervirali en apartma, tukaj smo se stuširali in tako, Čijevo je bilo super in Trogir je bil super in jaz točno vem, zakaj sem mogla iti tja. Tja sem šla še delček svoje izgubljene energije iskati. Tako da, veste, vedno nas popelje tja in nas v bistvu določene stvari spominjajo ali pa se nam zgodi neka asociacija na neke odnose, ki jih moramo še prečistiti. No, zdaj na koncu to ni pomembno, kaj sem jaz tam čistila, ampak v glavnem, točno prav se je zgodilo. No ja, zdaj, če smo že tako, ne, vam povem, kaj sem čistila. Čistila sem še ta partnerski odnos, po ločitvi sem imela še en partnerski odnos in v bistvu ta gospod je iz Zadra in v bistvu ta asociacija morje, staro mesto je v bistvu šla asociacija na njega in sem v bistvu še pobirala svojo energijo nazaj. No, v glavnem, to je bilo pol vse v redu, od vožnje sem bila tako ubita, da nisem niti rezervirala trajekta. Zjutraj, dosti prej, 2-3 ure prej smo prišli na trajekt in je bil razprodan. Se pravi, to je od nedeljo zjutraj, nismo prišli na trajekt in smo bili potem še cel dan v Splitu in v glavnem, no kakorkoli. Zvečer pridemo končno na Lastovo in dobimo tisti apartma, ki ga v osnovi jaz nisem rezervirala, ampak v glavnem, kakorkoli, dobili smo en apartma ob morju, nek nesporazum je bil, nekaj je šlo narobe, pričakovali so 2 osebi, mi 3 smo bile 3 in smo imeli apartma tik ob cesti, živo mejo, brez pogleda na morje. To, kar sem jaz rezervirala, je bilo v prvem nadstropju s pogledom na morje. In dejansko po 2 dneh smo bili čist že utrujene od te vožnje, že kome čakaš, da se vržeš v morje. No in kaj je bilo pol? Odpovem ta apartma in začnemo iskati, kje bomo imeli naše počitnice. Bile smo dejansko na Lastovem, spakirali smo nazaj vse skupaj v avto in začeli iskati. In ker je dejansko ta otok tako majčken, tudi nima, to je nacionalni park, nima nekih kapacitet, top sezona in ni bilo praktično nič prostega. No in potem sem že rezervirala karto, da gremo na Korčulo, tam je bilo nekaj prostega in potem postanemo lačne in vprašamo, kje je ta prva gostilna. In ta prva gostilna je bila, tako da lahko ješ, v Lastovem. No in potem se peljemo, mi smo bile v, kako se že reče, Pasadur.
In smo iz Pasadorja šli v Lastovo, tam pojemo. In potem se rekla, noč gremo se še malo peljati, da vidimo tale otok, preden ga zapustimo. Se peljemo dol v Mihajlo, se pravi, to je zaliv. In dol se usedemo ob vodi, namočim noge v morje in začnem razmišljati, kaj bi jaz naredila, če bi te počitnice rezervirala samo za sebe. Se pravi, da ne bi gledala, da osrečam otroke, da bi gledala zgolj na sebe. In ko sem tako razmišljala, gre skozi mene, jaz bi ostala tukaj. No in potem se pogovarjava z najmanjšo hčerko, ker oni dve hčerki sta bile že obedve tako utrujeni v te poti, da sta rekli, ne, rajš bi šla kar domov, pa to ni nič ne najdemo, nič pametnega ni. No in kar je bilo zanimivo, bil je pa en apartma zelo drag, je bil v bistvu za en teden 1400 €, in se nekam nič, gremo še to pogledati, mogoče pa tam kaj najdemo. In seveda nismo nič najdli, ni bilo pogleda na morje, bilo je to v Lastovem. Lastovo, tisti, ki veste, je mesto sredi pol, tako da to ni pogled na morje. In se dejansko po tej cesti peljem, da nekje obrnem. In pridemo na vrh dol in se odpre pogled na svetilnik, na skriveno luko in tisto, wow, kako je pa tukaj lepo. In se peljemo dol po cesti in parkiram, dol je bila ena gostilna, sem rekla, jaz grem še na eno kavo. Punce sta rekle, skočiva v vodo, preden zapustimo Lastovo, pridem tja in vprašam, a poznate koga, ki ima karkoli frej, mi bi ostale tukaj, mi bi pač iščemo nekaj za 3 osebe. In dejansko, čisto slučajno je nekdo odpovedal mobilne hiške in sem imel prosto in dejstvo je, da smo mi ostale v teh mobilnih hiškah in to so bile najboljše počitnice do sedaj. Zdaj pa pogledajte, moj prvi nauk je bil. Se pravi to kot mama, ne, moram poskrbeti, da bo moja družina srečna. Moram poskrbeti za druge. In ko sem se odločila, da kaj bi jaz naredila za sebe, da sem jaz zadovoljna, ne da so vsi okrog mene zadovoljni, jaz zadovoljna. Tudi vprašanja nisem punc, če sta one dve zadovoljne s tem, da smo mi tam skriveni v luki, jaz sem šla pogledat, sem rekla, tukaj bomo. Se pravi, nobenega pogajanja in nobene stvari, samo jaz sem iskala za sebe nekaj, kjer bom zadovoljna. Zdaj, če mi bo uspelo tole vse skupaj zmontirati, vam bom pokazala par slikic iz te skrivene luke. No in po parih dneh, potem, ko smo se začeli že pogovarjati, je sin povedal lastniku, da je ta gospa, jaz napisala knjigo v slovenščini in sva se začela s tem gospodom, to je Marcelino Simič, pogovarjati in ta gospod ima izredna znanja in je majčkeno tipal, koliko jaz vem. In v glavnem, ko sva se pogovarjala, je rekel, pa povejte mi, kaj vi menite, kaj sem bil jaz v prejšnjih življenjih. In prva misel je šla skozi mene, veliki svečenik, se neka midva se poznava iz starega Egipta. In on se je začel smejati in se smeje, je rekel, dobra ste. No in potem, naslednjo noč sem pa sanjala, v enem življenju je bil on celo moj oče. No in v glavnem, pridobila sem kar nekaj znanj. Prišla sem po znanje. Lejte, čisto slučajno je bilo to prosto. Mi smo tam pristale. Dejstvo je, da sem točno tega gospoda mogla srečati. In zdaj, če gledam nazaj, zakaj se je moglo toliko stvari zakomplicirati? A veste zakaj? Zato, ker oni v glavnem te mobilne hiške oddajajo za svoje goste, ki pridejo po morju, pa ima nekdo morsko bolezen in ne želi spati na barki in pač lahko prespi v mobilni hiški. In sploh niso oddajali, sploh ni bilo to nikjer na Bookingu, nikjer, ker dejstvo je, da je bilo to za njihove goste. A ni zanimivo? In smo mi pristale tam
in smo potem podaljšali še za en teden, tako da smo bili 14 dni na najboljšem dopustu. Zdaj pa tisto, kar je bilo najboljše. S postelje ven, odprto okno, pogled na morje. Wow. Iz terase ni bilo nikogar, samo par metrov nižje morje. Kaj še hočeš? Nobene gužve, nobenih ljudi. In če se nam ni dal kuhati, ker smo imeli mehno kuhanco, smo šli pač v restauracijo na kosilo ali pa na večerjo in dejstvo je, da imajo normalne cene in še vrhunsko kuhinjo. Tako da, wow, točno to, kar sem jaz rabila. No in druga zadeva, ta gospod me je potem peljal na par energijskih točk tam na Lastovem in nas je peljal s čolnom okrog otoka in prav v morju noter so določene energijske točke in tam smo se kopali, v glavnem za čiščenje duše in telesa. No in prav to čiščenje duše in telesa, zdaj se pa kaj se me je zgodilo. Mene po parih dneh začelo boleti levo uho in točno vem, da je to del čiščenja. No, včeraj pride pa potem, ker v ponedeljek smo prišli nazaj, pride ena gospa, z njo se poznamo skoraj 30 let, pride po ene izdelke in je rekla, če njen oče je zdaj v tem času umrl in je rekla, take doze morfija, kot sem njemu dala, zdravnica je rekla, da bi ga lahko operirali, da ga bi lahko rezali in njemu bolečina ni popustila. In je rekla zdravnica za tega očeta, je rekla, če bolečina ne bo popustila, pomeni, da ga duša boli. In lejte, tukaj jaz tudi vem za to moje uho. Jaz imam znanja zadosti, da bi točno vedela, koliko česna, koliko aloje in tako naprej, ampak to je čiščenje energije. In točno vem, da se mi bo to zdaj izčistilo. In ta zadnji dan sem pa dobila še pikce po koži kot neko alergijo in se mi zdaj lepo počasi čisti čez noge, tukaj dol je vse šlo, na nogah imam še nekaj teh pikic. Dobesedno se mi čistijo energije starega Egipta. V bistvu tisto, kar mora iti ven, se čisti. Tako da, glejte, na koncu nas življenje pripelje tja, kjer moramo biti. In zdaj, če jaz sebe gledam, ker če bi pa jaz poslušala to, kako bom otroke osrečila, jaz bi naredila vse za to, da bo ta punci zadovoljni in one dve sta že začele, pa to je vse brez veze, pa nič ne najdemo, pa ne bi šla domov, pa se to je več stresa, kot doma in tako naprej in bi enostavno šle razočarane domov. In to je tako zame prav neko zvonjenje. Minka, ko ti poskrbiš za sebe, imajo vsi korist od tega. In mislim, da vsaka ženska ali pa vsak bi mogel biti pozoren na to, da vedno se v vsaki situaciji najprej vpraša, kako lahko poskrbim za sebe, za svoje zadovoljstvo. Ker ko to naredimo, se vse zgodi. No, tako da zdaj, če pogledam na tale dopust. Sredi ničesar, v skrivani luki, dobesedno skrite pred svetom, smo dobile največ. Res največ. No in potem tam soseda je bila ena gospa, lepa, zelo lepa, ampak recimo 40 kil preveč. In ta gospa je masirala. No in sem ji pa tako rekla, če želiš masažo, pa pojdi k njej. No in sem prav temu gospodu, lastniku Marčelinu rekla, lejte, pač jaz ne bom šla k njej, zaradi tega, ker mi ne deluje zdrava in zato, ker jaz sem njena soseda in vidim, kolikor te gre v morje. Ona se ne kopa, ona ne gre v morje. In ta gospod je rekel, zanimivo. Na kar me pogleda je rekel, a veste, kje je problem vas žensk? Vi ženske se sramujete svojega telesa. Je rekel, in to je velik problem. Sramujete se tega, bojite se, da vas bi kdo videl. No in v bistvu, to je res, tudi mi s hčerkam, ko smo se slikale, pa sem rekla, joj, pa imam malo celulita, pa tako naprej. Pravi pa, mami, to je v redu. A veste, naša generacija, vedno najdemo nekaj, kar ni v redu. In prav danes zjutraj sem razmišljala,
ko sem šla po tuš, sem rekla, gremo prat to moje čudovito telo. A se ne sliš boljš? Grem skopat tole moje čudovito telo. Kako naj ti telo da zdravje, če ga ves čas kritiziraš? Je nemogoč. In ena gospa, s katero tudi sodelujem, njeno telo je tako bolj vitko, suhcano in pravi, joj, pa imam vene na nogah, pa se mi vidijo žile. Pa je v bistvu to edina njena pomanjkljivost. Edina. Ampak ona vso pozornost da v te njene vene, namesto da bi pogledala, kako ima še vedno kljub letom vitko, čvrsto telo, zgleda 10 let mlajša. A ni to nekaj neverjetnega? In prav to, vi ženske imate težavo s tem, ker svoje telo ne sprejmete, ker ga kritizirate. In to je čista resnica. To je največja težava na žensk. Zato, lejte, če še greste na morje, dejte nasoliti to svoje telo s morsko vodo. Kopajte se, uživajte in nastavite sončnim žarkom svoje telo, da ga obsije, da se naužije sončne svetlobe. Jaz zase vem, da kakor grem na sonce, jaz se pomladim. Enostavno se pomladim. Naužijem se te nove energije, ker me dobesedno obsije od znotraj. No, v glavnem, kaj je bilo še kaj takega zanimivega? Ko smo šli, ko nas je ta gospod pelal okrog otoka, smo prišli do enih, ki so, ne vem v katerem zalivu, zdaj se ne bom spomnila, v glavnem, živijo kot gusari, imajo gusarske zastave in ko mi pridemo tja, gospod z gusarsko sabljo, in v glavnem, smeha je bilo toliko, mi tri smo kartale večkrat na pomolu, toliko preprost, toliko nobene finese, pa toliko vsega. A ni to dober? No in v glavnem, danes bom par sporočil. Vodstvo bogin, prehodov novo dobo, pa ko imajo duše žur. Zdaj te ljudje, ki zdaj že berejo knjigo, ko imajo duše žur, že dobivam povratne informacije in ja, ta knjiga je knjiga zdravljenja. Ta knjiga je knjiga zdravljenja in jaz se jo še zmerom uživam in zdaj se je odprl pri nadangelu Mihajlu. On, ki je kakor Bog, deluje z bleščečo zlato modro vijolično svetlobo. Nadangel Mihajl je angel resnice, pravice, poguma, zaščite in moči. Imenovan je princ svetlobe. Mandala, ki jo je naslikala, narisala Tina Šnuderl, v glavnem še zmerom jo prekrstim, v glavnem to mandalo, če vidite, da imate težave, takrat, ko imate težave, samo odprite in dajte roko gor. Samo takole, roke gor in dovolite, da ta energija se vsrka v vas. Ta energija moči, zaščite, novega rojstva. In dajte tukaj Dragica Nekrep je zapisala: ljudje, ki se odvrnejo od tebe, niso več del tvojega dušnega načrta. Dovoli jim v miru oditi. Čakajo te novi začetki. Ne boj se jih. Sprejmi jih z odprtimi rokami. Potem pa naprej so tukaj afirmacije k nadangelu Mihajlu. Nadangel Mihajl, prosim te za pomoč in zaščito. Prereži vse težke vezi, ki me povezujejo s preteklostjo v vseh smerih časa in prostora. Očisti mi pot naprej, da bom lahko svobodno zaživela in se v popolnosti izrazila skozi moje poslanstvo. In zdaj mogoče, če vas korona spravlja na rob obupa, da ne veste, kako boste naprej. Kaj pa, če je mogoče čas, da začnete živeti svoje poslanstvo? Kaj pa, če je čas, da mogoče spustite neke strahove pred pomanjkanjem, pred izgubo, pred smrtjo mogoče celo.
Korona nas pripelje, tale obdobje koronavirusa, na rob, ko enostavno nas vsi naši strahovi, imamo vse v obraz zmetano, vse. Dogajajo se nam čudne stvari, tako kot, ne vem, tale moj dopust, ker je bilo po 3 dneh nič pametnega, toliko daleč stran, 13 ur vožnje, v bistvu mi smo potovali 3 dni tja in poglejte, na koncu vidiš, da dobiš pa na pladnju darilo. Na koncu dobiš toliko več, kot si upaš sploh predstavljati. In to je bila moja šola, poskrbi za svoje zadovoljstvo, za nobenega drugega. No, zdaj, če vas pokličejo duše, dobite jo zdaj z 10% popustom. Zdaj pa pejmo še na tole. Vodstvo boginj. Katera boginja nam zdaj, 5. avgust je danes, sporoča, katera boginja vodi vse tiste, ki zdaj gledate že 20 minut tale video. Da vidimo. Boginja Ostara, plodnost. Zdaj je primeren čas, da začnete z novimi projekti, pristopite k novim idejam in ustvarite nove okoliščine. To je boginja, keltska boginja pomladi, novih začetkov, novega rojstva. Ostara, to je v bistvu tudi Ostar, velika noč, proslavljanje rojstva. Vam bom prebrala naprej, ker mogoče je res to zdaj pomembno sporočilo za vas, ki se bojite začeti na novo, mogoče narediti nek premik naprej, mogoče se postaviti za sebe. Veste, korona čas, in zdaj, če pogledam to Lastovo, na Lastovem sploh nismo vedeli, da korona obstaja. Nihče ne nosil mask. Nihče se ni razkuževal. Samo v trgovini smo imeli masko takole dol, ampak dejansko imeli smo jo bolj kot ne za zaščito brade. Pač nihče se ne drži nobenih ukrepov glede korone. In smo preživeli. A ni zanimivo? Jo, še nekaj imam. A veste, kako je bilo zanimivo? Še ena stvar. Kako v življenju pridejo stvari točno takrat, ko jih rabimo. V glavnem, ko je bila polna luna, smo šle, gor je, tako piše Lastovo, pod spodaj sta 2 gugalnici in jaz sem vzela plavutke samo in sem rekla, bom do apartmaja, v bistvu do tega Portoroso. Mi smo bile v bistvu v Portorožu, Portoroso. Bom plavala. In ker se je že mračilo, pač nisem videla dobro v vodi, jaz zaplavam in sem takoj šla hrbtno in sem dobila ježka v hrbet, se pravi, ježa v ledža, ne. In v glavnem, potem, ko prideta moji 2 hčerki nazaj, tam, kjer smo spale, sta mi majčkeno potegnila ven, ampak ker nismo imele iglo, sta mi bolj kot ne vse skupaj razmesarile in so 3 iglice ostale noter. Zjutraj grem v trgovino. No, in ko grem v trgovino, zdaj tisti, ki ste bili že na Lastovem oziroma v mestu Lastovo, na vrh gor je parkirišče in sem šla do konca parkirišča, vse je bilo polno in čakam, da bo nekdo se pač, da bo odpeljal, da se sprosti prosto parkirno mesto. In ko čakam, pripelje mimo en avto in da šipo dol in reče, da trebate nešto. In sem rekla, ne, čakam, da bom parkirala. In vidim, da je nekaj na avtu napisan in rečem, a ste vi mogoče zdravnik? Je rekel, ja, je rekel, da trebate nešto. In sem rekla, no ja, če ste zdravnik, sem rekla, dobila sem ježa v ledža. Je rekel, pa, dođite. In v glavnem, ko sem rekla, čez 15 minut grem v trgovino, pa pridem. No in v glavnem, ko pridem v zdravstveni dom, bila je polna čakalnica in prav gospod, vi ste pa ta gospa, ste prišla, je rekel, to je pa ta gospa, ki je rekla, da bo prišla. Sem rekla, ne gospod, jaz sem prišla samo zato, ker ste me vi povabil. V glavnem, ta gospod, zelo modra duša in imunolog,
po kemoterapiji veliko znanja ima o tem, kako sestaviti imunski sistem. V glavnem, brezplačno mi je potegnil te igelce ven in igelce, no, te špičke, ali kako ne rečem, igle od ježkov. V glavnem, da vam povem, tako neverjeten. Poglejte, sem rabila zdravnika, se je meni pripeljal in je rekel, a rabite kaj? In to je nova dimenzija. To je nov čas. Verjemite mi, ko bomo sprostili vsa pričakovanja, tiste strahove, se mimo pripelje zdravnik, te povabi, ti pomaga. Iščeš nekaj, kot jaz recimo, apartma, se slučajno nekaj sprosti za tebe. Veste, tako stvari grejo. Sporočilo Ostere. Pomladni čas je vsak čas. Ampak dajmo tako, čas, ko to poslušate, je vsak čas, ko narašča svetloba v vašem umu in kar v celotnem sistemu. Če se počutite mračno, težko ali depresivno, se lahko razvedrite tako, da se napolnite s pozitivnimi nameni, zdravo hrano in z vsem, kar v vas spodbudi čustva ljubezni. Obkrožite se s čudovitim cvetjem, osvetlite barve svoje garderobe in domovanja ter odgrnite zavese, da bo vanj stopila naravna svetloba. Svoj pogled na življenje lahko sončno obarvate, ta bo spodbudil rast novih priložnosti, saj podobno vabi podobno. Ko boste uredili svojo notranjost in zunanjost, se boste počutili krepkejše in močnejše. Izkoristite to povečano vitalnost in začnite nov projekt, ob katerem vam bo od navdušenja zaigralo srce. A ni dobro sporočilo? Čas je za nove začetke. Čas je, da spustite strah. Čas je, da se osvobodite strahu, pričakovanj. Mogoče, a veste, kaj sem jaz danes še čistila pri sebi, sploh to, ker tale alergija, ki se še čisti iz morja. Potreba po, po bolečini. Prav potreba po bolečini. Tudi to uho. Potreba po bolečini, kot bi bila na en način zasvojena s tem, da imam potrebo potem, da občutim neko bolečino. Pa bi človek rekel, kdo ima to potrebo? Nihče. Ali pa če imate potrebo po zavrženosti, po izkoriščanju, potem, da se slabo počutite. Preverite tukaj noter v knjigi, ko imajo duše žur, imate čisto vse to opisan. In boste videli, ko boste začeli čistiti vaše podzavestne programe, v vašem življenju se bodo začeli dogajati čudeži. Tako da uživajte današnji video, pol urce takole je šlo, uživajte. Naj vas napolni nova energija, čas je očitno za nove začetke. Uživajte in dovolite, da skozi vas deluje Božja svetloba. Potem se bo vse spremenilo, vse se bo uredilo. In vse bo delovalo vam v prid. Uživajte. Lep dan.